dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, upam, da ste dobro vstopili v novo leto, da ste lepo preživeli praznične dni in da smo tudi dobro štartali to leto z Gospodom. Naš Bog je zares čudovit, on je dober, on je zvest in pravičen. On se v svoji veliki ljubezni skrbi za nas, daje nam vse, kar potrebujemo. In zato je on vreden, da ga slavimo in častimo. Odprimo svoja srca in njemu dajmo vso slavo in čast. Povzdignimo ime Jezusa Kristusa, tudi z našim petjem in v molitvi.
v novo leto stopamo z novimi pričakovanji in željami. Nekateri so si že v začetku leta zadali določene cilje, kaj bi radi v tem letu dosegli in doživeli. Verjamem, da nas večina upa in si želi, da bo leto 2021 boljše, kot je bilo leto 2020. Želimo si, da bi lahko znova normalno zaživeli. Ne morem vam obljubiti, da bo leto 2021 boljše leto, kot je bilo 2020. Zato ni nobenega zagotovila. Ampak lahko vam povem, da kjerkoli se sedaj nahajate na poti življenja, Bog je z vami. On je za vami, ker je vaš varuh. On je zraven vas, ker je vaš vodič. In on je pred vami, ker je vaš cilj. Čeprav ne vemo, kaj vse se bo zgodilo v letu 2021, ter kako se bo to leto končalo, eno velja. Bog želi biti tudi v tem letu z nami. Bog je naš varuh zadaj za nami. Božja beseda nam na mnogih mestih kaže in obljublja, da je Bog naš varuh. Varovati pomeni nekoga zaščititi pred nevarnostjo. Božje ljudstvo Izrael je velikokrat potrebovalo Božjo zaščito. V Stari zavezi najdemo številne izjemne zgodbe, kako jih je Bog ščitil pred lakoto, sušo in sovražnimi ljudstvi. Spomnimo se samo, kako jih je čudežno izpeljal iz Egipta in kasneje jim pomagal zavzeti obljubljeno deželo. V psalmih najdemo veliko primerov, kako se ljudje obračajo k Gospodu za pomoč in ga prosijo za zaščito. V psalmu 25, 20. vrsta pravi naslednje: Varuj mojo dušo in me reši, naj ne bom osramočen, ker se zatekam k tebi. Poleg tega pa v psalmih najdemo tudi čudovita obljube, da nas bo Bog varoval pred hudim, pred nesrečo ali pred nevarnostjo. Psalm 91:11 nam govori naslednje: Zakaj svojim angelom bo zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. Bog bo zapovedal svojim angelom, naj te varujejo na vseh tvojih poteh. Včasih se sploh ne zavedamo, kako zelo so aktivni Božji angeli, ko mi hitro drvimo po cestah. Tudi sam sem že mnogokrat doživel Božjo zaščito na cesti. Spomnim se, kako sem pred enim letom skoraj se zaletel v garažna vrata zaradi poledice na klancu pred garažo. Ko sem drvel dol po klancu in zavore niso prijele, sem začel kričati: Bog, pomagaj mi! In v zadnjem trenutku, le dober centimeter stran od garažnih vrat, se je avto zaustavil. To je bila Božja roka zaščite. Veste, Bog ni le naša zaščita v fizičnem smislu. On nas tudi varuje in ščiti na duhovnem področju. 2. Tesaloničanom 3:3 pravi o tem naslednje: Toda Gospod je zvest in vas bo utrdil in obvaroval pred hudičem. Gospod je naša duhovna zaščita, ki nas varuje pred hudičem. Jezusova dragocena kri je tekla tudi zato, da bi bili zaščiteni pred oblastjo hudiča. Jezus nas je odkupil s ceno njegove krvi in mi več ne pripadamo vladarju tega sveta, Satanu, ki nas želi povsem uničiti. Če smo dovolili, da nas Jezus očisti greha, potem živimo tudi v zaščiti njegove krvi. V Jezusovi krvi je moč, čudovita, velika moč za zmago
pred vsako oblastjo in silo teme. Dragi brat in sestra, dragi prijatelj, kako sem Bogu hvaležen, da je on tudi v letu 2021 moj varuh. On me ščiti pred nevarnostmi v fizičnem smislu in tudi pred duhovnimi silami teme, ki me želijo uničiti. Jezusova luč je močnejša od vsake teme. Haleluja. Druga točka, kako je Bog z nami v letu 2021, nam sporoča, da je Bog zraven nas in hodi ob nas. On je naš vodič, ki nas usmerja po najboljši poti. Včasih se v življenju izgubimo in ne vemo več naprej, ne vidimo poti iz naše krize, toda Bog ima za nas pripravljeno pravo pot. Psalm 23:3 o tem govori naslednje. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Gospod poživlja našo dušo tudi takrat, ko smo čisto izmučeni, tudi ko si čisto na dnu in ne veš, kako naprej, te želi Bog dvigniti, te postaviti znova na noge in izpeljati iz stiske. On te želi voditi po pravi stezi, po najboljši stezi zate. Zato se ti ni treba bati in v paniki iskati, kaj je najboljša pot. Veš, da je Gospod zate že pripravil pravo pot. Kakšno olajšanje je to zame, da več ne rabim iskati druge poti, drugega načina življenja, druge rešitve. Moje srce lahko povsem zaupa Gospodu, kajti on me vodi po pravih stezah. Jezus je prišel, da bi hodil z nami in nam pokazal pot, po kateri naj živimo. Janez 14:6 govori o tem naslednje. Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Jezus je prišel, da bi nam odprl pot do večnega življenja. Ni druge poti, ni drugega načina, ki bi nam pomagal. Samo on je ta pot, ki vodi do odrešenja. Samo Jezus je pot do odnosa z živim Bogom. Ko je Jezus živel na tej zemlji, je klical učence, naj hodijo za njim. Klical jih je, naj mu sledijo. Povedal jim je, naj se učijo od njega in naj postanejo taki, kot je on. To Jezus počne še danes. Kliče nas, naj mu sledimo in naj postajamo taki, kot je on. Obljubil nam je, da nas bo vodil po najboljši poti, mi pa moramo enostavno narediti korake vere in iti za njim. Korak za korakom gremo z Jezusom naprej. Na tej poti tudi nismo sami, kajti Jezus hodi zraven nas. Na tej poti nam je Bog pripravil tudi blagoslove, sveže vode Svetega Duha. Izaja 58:11 pravi, Gospod te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. A veste, da življenje z Bogom ni dolgočasno? Bog nam je predvidel zanimivo pot, polno doživeti s Svetim Duhom. Če mi kdo pravi, da je krščansko življenje dolgočasno, mu lahko enostavno odvrnem, da še ni preizkusil vsega, kar nam je Bog pripravil na tej zanimivi poti. On ima za nas na zalogi bistveno več, kot se mi sploh zavedamo in pričakujemo. Bog te želi voditi do sveže vode Svetega Duha, da boš postal kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne.
Sam boš lahko užival v svežini izpolnjenja in moči Svetega Duha. In ta vrelec ali izvir bo skozi tebe prinesel življenje tudi tvojemu okolju, ljudem okrog tebe. Videl boš, kako Bog na čudežen način spreminja tvojo okolico. Kako je to lahko dolgočasno. Tretja točka. Kako je Bog z nami v letu 2021, nam kaže, da je on spredaj, pred nami, ali z drugimi besedami, naš cilj. Kristjani z Bogom ne tavamo kar tako naokrog, da ne bi vedeli, kam gremo. Na tej poti z Jezusom smo namenjeni proti cilju. Naš cilj se nahaja v večnosti, v slavi nebes. Pavel piše v pismu Filipljanom 3, 13-14 naslednje. Eno pa pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju, po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Zadnje čase še več premišljujem o tem cilju. Razmišljam o tem, kaj me bo čakalo tam v slavi nebes, ko pridem na obljubljeni cilj. Gospod nam pripravlja za res izjemne stvari, ki si jih ne moremo niti predstavljati. Božja beseda pravi, da nas tam čakajo čudovite stvari, ki jih človeške oči še niso videle in kar še niti ni prišlo v človekovo srce. Ali ni to sijajno? Tam več ne bo stisk in težav tega sveta. Tam ne bo bolezni in trpljenja. Covid v nebesih več ne bo uničeval družbe. Tam molj in rja več ne bosta uničevala in tatovi ne bodo kradli. Jezus bo obrisal vsako solzo in žalosti več ne bo. Na cilju bomo prejeli nagrado, zaradi katere tečemo ta tek življenja. Ko nam bo naš Gospod Jezus povedal, dobro opravljeno zvesti služabnik, vstopi v veselje svojega gospodarja. Kako čudovito, kakšna radost, kakšna slava bo to, ko bomo v popolni Božji prisotnosti gledali našega Gospoda Jezusa iz oči v oči, ko bomo videli njegov čudoviti obraz, ki nas je tako ljubil, da je šel v trpljenje in smrt za nas. Dragi bratje in sestre, mi imamo tudi v letu 2021 zagotovilo, da nas pot z Jezusom vodi vse do cilja, do nagrade v slavi nebes. 1. Korinčanom 9:24 govori naprej. Mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado. Tako tecite, da jo boste dosegli. Apostol Pavel nas spodbuja, naj tečemo tako, da bi dosegli cilj in prejeli nagrado. Ta vrsta nam kaže, da mnogi tečejo, mnogi skušajo priti na svoj način do nagrade. Še danes imajo ljudje različne metode, kako priti do nagrade mimo Jezusa. Toda le tisti, ki pride do cilja skupaj z Jezusom, bo dosegel cilj tako, da prejme nagrado. 1. Korinčanom 9:25-27, naslednja vrsta naprej pravi, vsak tekmovalec pa se odreče vsemu, oni, da prejme venec, ki uvene, mi pa nevenljivega. Zato jaz ne tečem kar na slepo, ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku. Nasprotno, trdo ravnam s svojim telesom in ga usužnjujem, da ne bi bil sam zavržen, ko oznanjam drugim. Pavel naprej piše, kako se mora tekmovalec odreči določenim stvarem, da bi lahko prejel venec. Športniki morajo zelo disciplinirano trenirati,
se zdravo prehranjevati in se marsičemu odreči, da bi lahko zmagali tekmo in dobili venec ali nagrado. Tako moramo kristjani tudi z našim telesom trdo ravnati, da ne bi bili sami zavrženi in izgubili tekmo življenja. Da bi lahko uspešno prišli do cilja in prejeli nagrado, moramo Jezusa postaviti na prvo mesto v našem srcu. Vse ostalo pa mora biti podvrženo Božji volji. Pavel tu piše, kako usužnjuje svoje telo, da ne bi vladalo njegovo telo, ampak bi vladal v njem Božji sveti duh. Spet na drugem mestu nam Pavel piše, naj se svetim duhom morimo grešna dela mesa, to, kar si želi naše grešno telo. Veste, Gospod pričakuje, da tečemo na pravi način in izpolnjujemo, kar od nas on pričakuje. V 2. Timoteju 2:5 beremo, tekmovalec ne dobi venca, če ne tekmuje po pravilih. Če ne bomo tekmovali po pravilih, če se ne bomo držali Božjih zapovedi, tudi ne bomo prejeli venca oziroma nagrade, ki nam jo pripravlja Gospod. Vsak, ki bo skušal iskati bližnjice in tekmovati brez Jezusa, ne bo prejel venca, vidimo v tej vrsti. Tudi te obljube, da bo Bog za nami, ob nas in pred nami v letu 2021, veljajo za kristjane le takrat, če smo tudi mi z Bogom. On bo z nami, ampak bomo tudi mi z njim. Gospod pričakuje, da smo tudi mi z njim. To so jasna pravila tekme. Če pridemo do cilja v večnosti brez Jezusa v našem srcu, nas tam ne bo čakala čudovita nagrada, o kateri smo prej govorili. Gospod se bo držal svojih obljub, ker je zvest in pravičen Bog in drugače ne more. Toda se bomo tudi mi držali naših zaobljub njemu. Bomo tudi mi njemu ostali zvesti in ga ljubili z vsem srcem. Hebrejcem 10:39 na lep način povzema to misel. Tako pravi, mi pa nismo med tistimi, ki bi odstopali in se tako pogubili, temveč med tistimi, ki verujejo in tako rešijo dušo. Mi pa ne bodimo med tistimi, ki bi odstopili od tekmovanja in se več ne bi hoteli držati Božjih pravil. Ti bodo na ta način pogubili svojo dušo za vso večnost. Temveč raje bodimo med tistimi, ki verujejo in ostanejo zvesti Gospodu vse do konca in tako rešijo svojo dušo. Bodimo med tistimi, ki bodo skupaj z Jezusom tekli vse do cilja in prejeli čudovito nagrado v večnosti. Bog bo tudi v letu 2021 z nami. On bo zadaj za nami in nas varoval pred nevarnostjo. On bo hodil zraven ob nas in nas vodil po najboljši poti. In Bog bo naš cilj spredaj pred nami, kajti mi dobro vemo, kam smo namenjeni. Vse to in še veliko več nam obljublja Božja beseda, če bomo tudi mi z njim. Leto 2021 mogoče ne bo boljše leto, kar se tiče stvari in standardov tega sveta. Toda leto 2021 je lahko prelomno leto v našem odnosu z Gospodom. Na začetku leta imamo razne novoletne načrte in zaobljube. Mogoče ste tudi vi v to novo leto vstopili z določenimi zaobljubami, da bi živeli bolj zdravo in se znebili odvečnih kilogramov, ali pa, da bi si v tem letu vzeli več časa za družino in prijatelje. Na koncu bi vas rad še vprašal, kaj bomo mi naredili za Boga v tem letu. Kaj bomo žrtvovali, da bi v letu 2021 Jezusa
postavili na prvo mesto v našem srcu. Kaj bomo obljubili Bogu, da bomo v letu 2021 storili za Božje kraljestvo in služili Gospodu? Vabim vas, da si po ogledu tega spletnega bogoslužja vzamete nekaj časa in razmislite o tem. Bog želi biti še naprej z nami. Zato bodimo tudi mi v tem letu z njim in hodimo skupaj z Jezusom vse do cilja. Združimo se v molitvi. Dragi nebeški Oče, hvala ti, da si ti stopil z nami v to novo leto, da nas ne puščaš same. Gospod, hvala ti, da si ti za nami, da nas ti ščitiš pred vsako nevarnostjo, tako v materialnem, fizičnem smislu, kot tudi na duhovnem področju. Ti si naš varuh in nas ščitiš pred vsem zlom, ki nas želi prizadeti in nam škodovati. Hvala ti, Bog, da si ti tudi ob nas, da nas ti želiš voditi po najboljši poti. Gospod, hvala ti, da nas ti usmerjaš in nam kažeš, kaj je najboljše za nas. In Oče, hvala ti, da si ti tudi naš cilj, da vemo, kaj nas čaka, kam smo namenjeni, zakaj si prizadevamo. Gospod, hvala ti, da to življenje ne živimo za manj, ampak da imaš ti čudovite stvari pripravljene, če bomo tudi mi s tabo. Oče, pomagaj nam, da bi resnično v to leto stopili skupaj s tabo. Jezus, mi želimo hoditi s tabo po najboljši poti, želimo ti služiti, želimo biti poslušni tvojemu klicu. Zato te prosim, Sveti Duh, da nam ti razodevaš tvojo voljo, da nam ti kažeš, kako želiš, da živimo, kako želiš, da ti služimo v tem letu. In Oče, pomagaj nam, da bi se Svetim Duhom, z močjo Duha lahko zmogli biti tvoji služabniki in še mnoge druge voditi na to pot. Pomagaj nam, da bi reke izvira Svetega Duha tekle iz našega srca naprej do drugih, Gospod. Hvala ti, da ti lahko zaupamo, da ti lahko se tudi zaobljubimo in v tem dnevu želimo reči, Bog, mi želimo biti s tabo v letu 2021. Zato gremo od danes naprej skupaj s tabo proti novim stvarem, ki jih imaš ti za nas pripravljene. Amen. Amen. Želim vam še naprej lepo nedeljo. Naj vas Gospod blagoslovi in naj bo z vami tudi v tem tednu.